Evo, Darko. Malo smo že predebatirali. Lep pozdrav. Danes je rekel Isak, da smo iz centra v Gol, tako imamo naslov podcasta, da smo res na centru, sicer v dvorani. Povej mi, generalno naš slogan je, da je nogomet je veliko več kot le zmaga ali pa poraz. Bi dal ti tu čist na začetku, glede na to, da deluješ zdaj z najmlajšimi, da se bomo res pogovarjali o najmlajših, bi dal kak komentar na ta naš slogan. Pa zelo dolg si v nogometu. Najprej tudi z moje strani lep pozdrav, hvala za vabilo. Nažalost je to tako, da to ni več tako pomembno tekmovati, se igrati nogomet, ampak zdaj zmaga bolj pomembna. Nažalost, že pri najmlajših. In je to velika škoda. Tako da ampak vseeno, ko pogledaš nogometsko svojo kariero, pa lahko rečeš, da ni to samo zmaga ali pa poraz, ne? Upam, da. Ne. Veš, kako je, ne? Saj oba dva so bila tudi trenerja na najvišjih nivojih v mladinski ligi, pa potem tam pa kadetski ligi, pa igrajo drugi dejavniki, pa pritiski strani kluba, pa moraš ostati v ligi, pa ta igrač bi, pa on igrač bi igral. Tako da je veliko več, ne? Veliko več je eno lepo obdobje, ki ga vsi te fantje upam preživijo v nogometu. Je eno odraščanje, je ena red, ena vzgoja, prijetno druženje. Jaz imam na to lahko rečem sam lepe spomine in tudi danes, ko se srečam z igralci, ki so zdaj že pravzaprav očetje, pa treniram njihove otroke, se največkrat vrnemo nazaj, pa vsi rečejo, da je bilo to res eno tako lepo obdobje. Dostikrat si bil oče tudi, ne? Ne sam trener, ne? Velikrat sem bil oče, velikrat sem rešil situacije, ko so bile doma družinske razmere zelo slabe. En primer je Blaž Brezovač, ki je prihajal iz take zelo neurejene družine. Pa si ga iskal, pa si ga pobiral po kopališču, po Savi, pa ni šel na trening, pa ga oče ni pustil, pa podobni primeri. Veliko takšnih primerov, ko so prihajali otroci iz zelo neurejenih okolij. Zdaj, midva smo rekla, da se bomo dotaknila pač tega otroških nogometnih šol. Ravno ste zaključili, koliko je bilo letos otrok v ljubljanskih otroških nogometnih šolah? V letošnjem letu je bilo preko 1000 otrok vključenih v otroško nogometno šolo Ljubljana, ki letos praznuje 25 let, odkar je idejni oče te otroške nogometne šole, dr. Branko Jezner, prišel na to idejo. In smo delovali na 30 ljubljanskih šolah. Na vsaki šoli smo poskušali delovati z najmlajšimi, to se pravi prvi razred, potem mlajšo skupino in pa starejšo, tretji pa četrti razred. Koliko je pa trenerjev, da pokriješ ti 1000 otrok? Vem, da v najboljših letih je bilo tudi po 1200, ne? V najboljših letih je bilo 1800. A 1800 celo? Ja, 1800. Je tako, ne, ker to delo niti je cenjeno, niti je dobro plačano. In potem, da mi zadržimo trenerje, čeprav bom rekel v letošnjem letu, se je situacija popravila, so se nekateri trenerji vrnili, tako da imamo kar dosti kvaliteten trenerski kader, ampak smo šli na to, da en trener pokriva 1, 2 ali 3 šole. Da mu potem tudi se finančno splača, kar rečem, da si na eni šoli 45 minut, ko ti da mesto ali pa ko ti da šola, pa da prideš, ne vem, v Ljubljani iz Zaloga v Šentvid, ni nobene računice. No. Tako da mislim, da je delovalo okrog 24-25 trenerjev. Pa še potem smo imeli nekoga, ki je zamenjal, kdaj je vršil menjave, fantje so po klubih, fantje so po šolah. In pa moram reči, da smo bili uspešni, da ni bilo večjih težav. Tako da smo lahko zadovoljni z minulo sezono, ki smo jo zaključili tudi 6. junija za zaključno prireditvo za starejše na nogometnem igrišču Ilirije v Šiški. Ker otroške nogometne šole Ljubljana so samostojna organizacija, ne? Mi smo samostojna organizacija, bom rekel, smo zelo neprofitna organizacija. V štartu, ko je dr. Jezner zadevo postavljal, smo hodili od šole do šole,
pa smo se dogovarjali, če nam šola da telovadnico. Mi smo potem pridobili trenerja, pa smo zaračunali vadnino, da smo lahko pokrili starša, otroci so imeli vsak svoj dres, vsak svojo majčko. Potem smo delali korak naprej, smo se malo povezali, kar dobro povezali z mestno občino. Potem je bilo eno dolgo obdobje, ko je mestna občina nam dajala telovadnice brezplačno. No, potem so se pa začele razne igrice, kjer so tudi ostale panožne športne zveze se počutile malo zapostavljene. No in potem je prišlo do raznih premikov reorganizacij in je prišlo do tega, da nismo mogli zaračunati vadnine, da smo na šolah mogli začeti plačevati telovadnice in je bilo kar težko, no. Parkrat smo bili že pred tem, da bomo zaprli zadevo. Tako kot sem prej omenil, nagrade za trenerje so bile male, delali so za, takrat če rečem, tam nek 8 evrov do 10 evrov maksimum na uro, ampak ni to kelner, ampak to je pedagoški proces, skrbiš za 20 otrok, ajde, čeprav nekje normativ 15, imaš veliko odgovornost. Ampak nekako so se stvari pošlihtale. Potem smo postali čisto samostojna organizacija, imamo urejene zadeve, smo registrirani, imamo svoje računovodstvo, imamo svojega sekretarja, imamo svojo spletno stran, pravzaprav se mi zdi, da smo dobro organizirana nogometna šola. Kje ti vidiš glavni problem? Jaz vidim veliko problemov v vsej reorganizaciji športa generalno v Sloveniji. To, kar si ti omenil, kako priti do telovadnice, kdaj lahko prideš v šolo kot zunanja enota, ker tudi zakonodaja se ti je toliko spremenila, ti ne moreš več ob enih, tako ko si včasih lahko prihajal, a vam še sploh kdo omogoča, da lahko prideš, ne vem, pred pol tretjo uro v šolo noter, pa delaš v telovadnici? Glede na našo kilometrino, 25 let je kar eno dolgo obdobje. Imamo to srečo, da smo najbrž na večini šol dobro zapisani pri vodstvih šole. In ko pridemo pred začetkom šolskega leta ali pa ob koncu šolskega leta, ko se začnemo dogovarjati, velika večina ravnateljev, ki so odgovorni za te telovadnice, nam grejo dobro na roko. Tako se pravi, da je naše sodelovanje tudi na tem, ko je zakonodaja rekla, da pred 5. uro ne morajo priti zunanji. No, to zdaj ne vem, če je najboljša reklama za ravnatelje. Ne, mislim, da je 3. ura. Da jih ne bodo dobili po glavi. Ampak na veliki večini šol mi začenjamo po 2. uri in nekje končujemo do 5. ure. Tako da je to za starše idealno. Otrok ostane po pouku, iz podaljšanega bivanja pride na nogomet, starši ga poberajo, kot da je bil v podaljšanem bivanju pol 5 ob 5. Pa je še sploh, kje je možno dobiti dvorano, da dobiš, rečemo, zaradi tega, ker delaš v neko dobrobit družbe? Veliko šol. So še pripravljene? Ja, moram se zahvaliti vodstvu šol. Veliko šol. Če rečem, od naših 30 šol letos sigurno več kot 20. To je zelo, se pravi, ko gledam, jaz ne vem, pa čez nekaj časa je že, kar sem faks končal, kot trener že delam 30 let, pa delam na šoli tudi, in vidim, koliko se zadeva pač komplicira strani zakonodaj, zahtev države, pričakovanj, in včasih sem imel bolj občutek, da je interes, da imamo čim več otrok v športu, zato da bomo imeli neko zdravo družbo, ki se bo znala komunicirati, obnašati in tako naprej, ker to pač šport vsem ponuja. Danes se mi zdi, da vsaka stvar postaja več ali manj tržna, ali se lahko nekaj zasluži ali ne. Meni je jasno to, kar si rekel, veliko drugih športov se je dobro organiziralo tudi. In v nekih okoljih, ne vem, pač prevladuje rokomet, v nekih košarka, v nekih kaj drugega, ampak se mi zdi, da nogomet pa generalno, se pravi, po tem vzorcu Ljubljane, se je veliko otroških nogometnih šol, ki jih je tudi NZS spodbuja, se je organiziralo tudi druge po Sloveniji.
Pa kaj ti misliš, rečemo zdaj iz tega, kaj misliš, da bomo mi generalno šli? A bo država tu naredila kak korak, pa podprla šport? Ne govorimo samo o otroških nogometnih šolah, govorimo tudi o ostalih športih, ne? Da bo naredila korak naprej, ker glavni problem bo vedno plačilo. Ne? Če najprej omenim mogoče to, da po našem modelu je potem, smo mi velikrat komu dali način dela, pa če rečemo Koper, Domžale, Novo mesto, pa mislim, da je bilo še nekje Kranj, ki so nekje po tem vzorcu naredili. Zdaj, glede tega, kaj bo država naredila, jaz mislim, da ona ne bo naredila prav veliko, ker so škarje in platno, če gledava Ljubljano, škarje in platno je v rokah mestne občine, se pravi oddelka za šport. Oni vsako leto razpišejo ure, ki jih potem namenijo. Vsem športom, tako kot smo bili na sestanku z Matjažem, predsednikom zdajšnjega ONŠ-ja, MOL bi želel, da bi vsi športi bili zastopani po 1 uro za vse. Mislim, 45 minut, to ni rešitev. Ne? In spet lahko priva na tisto odprej. Mi edino z dobrim sodelovanjem z vodstvom šole lahko pridemo do telovadnice. Če bi se vsi ravnatelji striktno držali navodil ali pa zakonodaje, potem jaz mislim, da bi bile telovadnice večino prazne. V tej telovadnici, ki zdaj sediva, je bilo nazaj 3-4 leta, 2 leti rokomet. Pred mano. 1 ali 2 otroka sta prihajala. Največkrat je bil pa na vratih listek danes, vadba odpade. Ampak ura je bila dodeljena strani mestne občine za celo leto, mi pa naprimer nismo mogli dobiti druge ure. In od šole do šole je odvisno, kot si sam rekel, nekje je košarka, nekje je tenis, nekje je rokomet. Mislim, je borba, no. Nažalost, tvoje vprašanje, a bo država kaj naredila, mislim, da ne bo naredila nič. Ker drugače, ko gledam, jaz pač sem v tej občini Celje, zdaj Lucera, vseeno se športi v Celju ves čas gledujejo nekje po MOL-u, kao MOL zelo veliko trenerjev, plačuje, suportira veliko športov in tako naprej. Bi pa tu vseeno rekel, meni je zanimivo, veliko šol je pač tako nekje organiziranih, da tu pol dveh, nekje se ta šolski proces dosti zaključuje. Govorimo o osnovnih šolah, kjer pač tudi ti deluješ. In potem do teh 3, pol 4 večinoma dvorane samevajo, v zakonodaji jih pa ne smejo pač tržiti ali dajati v uporabo drugim. Tako da tu bo verjetno veliko težav nastalo. Bi pa jaz tu naredil kar malo preskoka, daj mi reči, 25, ti si od samega začetka, kaki so danes otroci v teh nogometnih šolah, pa kaki so bili 25 let nazaj, ali pa ko si začel kot trener delovati, kaj še kako leto prej, koliko se te spreminja ta tvoja dinamika, tvoja vloga kot trenerja? To je zelo kompleksno, pa zelo ja, sej bomo diskutirala, ker se jaz tudi srečujem. Če rečem, najprej kakšni so danes otroci. Danes so otroci, predvsem bom rekel, mogoče veliko otrok pride na aktivnost, če zdaj govorijo o nogometu, zato ker jih pač starši porinejo. Ne zato, ker bi si želeli. Ne zato, ker bi si želeli. Pa da ne bom krivičen, je sigurno več kot pol otrok ali pa polovica otrok takih, ki jih zanima nogomet, ki imajo rabi nogomet, ki so vzunaj na igrišču, ki so tudi popoldan na igrišču. No, ampak če greva pa zdaj nazaj, takrat, ko sem jaz začenjal, se mi zdi, da vsi, ki so prihajali v nogomet, so bili že nekako v nogomet usmerjeni, so imeli nogomet radi. Mislim, da ni bilo veliko ostalih možnosti. Ni bilo veliko drugih športov, ki so delovali
tako, kot je to danes, da praktično en otrok lahko v celem tednu vsak dan gre na neko aktivnost, ker ga starši vpišejo, pa on gre za to, ker so ga oni vpisali, pa za to, da ga kdo čuva, ne, se je zelo spremenilo. Če govorim o tem tudi, da to obdobje pokoronsko, da je naredilo veliko škode, da so zdaj otroci prišli bogi, da se jaz dostikrat bojim kakršno koli vajo ali pa da naredi prevala, sploh ne delamo več. Včasih je bilo to vse spretno, gibčno, bilo je cel kup športov, pa ne samo po mestu, pa otroci so se lovili, pa so vozili kolo, pa katerokoli prvenstvo je bilo svetovno, smo mi to počeli. Pa še potem za mano, ko sem jaz imel prve otroke na Olimpiji, jaz nisem opazil tega. Tok nemotoričnih, tok nespretnih, tok otrok s prevečjo težo, ne moreš verjeti, no. Ne moreš verjeti. Tu lahko že kar napovem, ne, da za tavo bomo snemali gospoda Jureka, doktor Jureka, ki je zdaj eden glavnih pri tem Slow-fitu, kjer sem pogovarjala ravno o tem, koliko so danes otroci prekomerno težki, koliko so gibalno slabši, kot so bili nekoč, in bomo poskušala ravno iskati razloge, pa me je malo strah, da se bomo nekje vmes srečali zelo velikrat z vzgojo staršev, kaj starši počnejo, na kakšen način počnejo in kaj dovoljujejo otroku, da se potem lahko razvija naprej, ne. Ampak, ko pa ti dobiš zdaj otroka, včasih si dobil otroka, se ti je starš kaj dost vključeval v pričakovanja napram, koliko se danes vključujejo, kaj pričakujejo od tebe kot trenerja, da bo dosegel? Ma ne. Bom tako rekel, ne. Jaz se kdaj pohecam, pa rečem, ko sem jaz igral nogomet, pa potem, ko sem jaz začel z nogometnim trenerstvom pri mlajših, so tam na Olimpiji na jami, v jami, ne, kjer je bil lež, pa ta trava navadna, starši gledali skozi tisto živo mejo na igrišče. Danes bi ne sedeli na klopi, danes te cukajo za rokav po treningu, te cukajo pred tekmo, ti telefonarijo. To ne moreš verjeti, koliko se je to spremenilo. Takrat ni bilo, tudi tukaj, če rečemo 25 let nazaj, otroci so prišli, starši so, mi smo jih pobrali, starši so jih prevzeli. Danes imamo mi eno tekmo, dve tekme na leto, ob koncu naredimo med šolam, pa zdaj so sploh takšni pogoji, da starši ne morejo več v šolo, ne. Hvala Bogu. In pa to je bil cel cirkus. Zakaj morajo oni ostati zunaj? Oni bi prišli v dvorano, v majhno dvorano, oni bi... Ja, ne gre. Prvo, šola ne dovoli, drugo, pustimo otrokom igro, pustimo otrokom nogomet, naj oni uživajo. Bom rekel tako, kot zdaj stalno govorimo, pa pustimo jih, da se igrajo nogomet, ne. Nažalost, se ga ne igrajo več, to je problem. Vsi otroci tekmujejo. Otroci tekmujejo na vsak, kdo bo prvi pri zidu, kdo bo prvi kam splezal. Ne rabijo še staršev v tem primeru, ne jih pustijo. No? Pa če pa rečeva tisto, ko sem rekla prej, kakšni so bili takrat, kakšni so zdaj. Jaz imam pač en tak, eno, da rečem krilatico, da vzamemo 100 metrov peščene podlage, pa na koncu eno majhno drevo. Pred 25 leti so šli vsi bosi lahko do tega drevesa in so splezali na ta drevo. Danes pa ne vem, če jih gre 5. Do drevesa pa splezajo na prvo drevo. Evo. Ne morem bolj primerjati, boljše primerjave narediti 25 let nazaj ali pa danes. To se zdaj že, mi je zanimivo, ne? Ves čas se pogovarjamo, koliko so otroci omejeni znotraj otroštva, se pravi tistega temeljnega, koliko se jim doma omogoča, da so lahko sami gibalno aktivni, pa da lahko raziskujejo. Ne? In tudi rečemo, ko smo snemali dol v Zagrebu Dinamovo šolo gospoda Butino, ne, je tako rekel, ne, greš po parku, pa sam slišiš še pazi, 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 pazi. Ne.
da se ne boš udaril, da se ne boš padel, da ne boš ne vem karkoli pač ne. In nihče več ne pleza, ne skače, se ne lovi, v bistvu so v nekih ves čas teh varnih okoljih, kjer pa ne razvijajo svojih motoričnih sposobnosti, na koncu pa pol ti dobiš otroka, pa starš pričakuje, zdaj pa bo, ne? Zdaj ga boš pa ti naučil. Kak ti na te stvari gledaš? Glede na to, da si kot otrok verjetno preplezal vse, kar je bilo možno, naredil en kup stvari narobe, na katerih si se učil, ne? Zato, da si potem enkrat lahko bil uspešen v tistem, kar si počel, ali pa v tem, kar zdaj počneš. Najprej bom rekel to, da otroška nogometna šola Ljubljana sprejme vse otroke. Želimo, da pridejo fantje, dekleta, motorično bolj sposobni, manj sposobni, tisti, ki so že nekateri v klubu, nekateri se prvi srečajo z nogometom, njim je prva tekma v mesecu aprilu in je to naš cilj, pač, da jih na koncev navdušimo za nogomet, da jim prikažemo na najlepši način nogomet, da se igrajo nogomet. Tisti, ki bodo pravi, bodo zelo hitro odšli v nogometne klube. Ostali bodo mogoče ostali kot navijači, bodo ostali kot sodniki, bodo ostali, ne vem, ampak ali pa jim bomo vsaj malo pomagali, da bodo razvili svoje motorične sposobnosti, da bodo malo več se gibali. Tako da mi ne delamo razlik, imamo fante, dekleta. Pa če se vrnemo na to, kako jaz gledam na to situacijo, to smo vprašali, ne? Ja. Nažalost tega ni več, kot ste rekel, da smo mi preplezali pa bili stalno zunaj danes. Ne vem, najbrž imaš ti svoje otroke, ne? Jaz vidim, velika večina staršev otroka pobere v 5. šole. Če ni upisan v kakšno aktivnost, gre domov, mama kuha pozno kosilo ali pa večerjo, da govorimo o otrocih tam nekje do 8. 9. leta, ne. Eto ti risanko, eto ti računalnik, eto ti telefon, pojemo pa gremo spat. Kdaj pa bomo šli ven, kdaj pa bomo šli na hrib, sobota, nedelja, grejo pa v BTC City, mama, jaz poznam primere, mama reče, gremo v BTC, dan 2 otroka tam v igralnico, jerim pa s kolegico na kavo. In to so zdaj izkušnje za plezanje. Ne? Ja, mislim, izkušnje za plezanje. Ampak kam bo šel? Tako si ti rekel prej, pazi, ne to, ne ono, po drugi strani pa kam to pelje? To pa pelje v eno drugo smer, ki jo jaz vidim, kaj je nevarno, da, ker so starši in otroci toliko malo časa skupaj, potem otroci postavljajo pogoje in rečejo, bom to, ne bom to, in seveda starši popustijo, ker je to pač edini način, da dobro komunicirajo, kar je močno narobe. Jaz se srečam tudi v šoli, otrok 2. razreda. Ne bom z njim, ne bom več igral, ne bom delal to, ampak to mi reče tudi učiteljica v 2. razredu. Da se on obrne stran, meni je to, mislim, nepojmljivo. Jaz ne razumem, kam smo mi pripeljali to družbo. Ko si zdaj rekel, kam smo pripeljali, kakšni so pol osnovni cilji bili, pa zdaj otroških nogometnih šol. Se pravi, osnovni cilj, ko si prej rekel za dr. Elznerja, njegov osnovni cilj je bil kaj? Njegov osnovni cilj je bil, da bi čim več otrok se ukvarjali z nogometom, ker je bilo v Ljubljani malo klubov, ki so v tistem obdobju, se pravi leta 98-97, ko je po nekim sklepu nogometne zveze prišlo do ustanovljanja otroških panožnih nogometnih šol, ne? Da bi omogočili čim več otrokom, da se vključijo v nogomet, ker jih klubi niso mogli sprejemati. Jaz vem, da sem bil na Olimpiji, mi smo imeli, tako kot se ti prej rekel, U9, U10, ampak omejeno število. Ni bilo tako, kot je danes. Dajmo 100 otrok U10, da bomo pobrali članarino.
Ne? Čeprav je zelo malo teh klubov, tudi danes. No, ampak takrat je bil osnovni cilj, da bi čim več otrok se ukvarjali z nogometom, da bi jih navdušili za nogomet. Da bi jim pomagali pri njihovem razvoju, tako fizičnem kot psihičnem, da bi bilo čim več druženja. Danes je pa naš cilj mogoče malo drugačen, da imamo spet čim več otrok, čeprav nam bežijo v klube, so ugotovila že za U6 pa za U7, pa se potem vrnejo v otroško nogometno šolo. Ogromno primerov imamo, zato ker je tam tekmovanje, pa je sobota treba na tekmo, pa starši ga morajo voziti. Tukaj pride po šoli in je z nami 2-krat na teden, po 2 uri in je to super. Če bo pravi, bo šel potem slej, ko prej v klub, če ne bo ostal v nogometi, bo šel kakšen drug šport, bomo pomagali. Se pravi, naš osnovni cilj zdaj pa je, da imamo seveda čim več otrok, fantov, deklet, suhih, debelih, motoričnih, nemotoričnih, da saj malo pomagamo pri tem njihovem razvoju pri teh letih. In jaz tudi sam smatram, da je prezgodaj je to klub s 7, 6 leti. Zakaj? Zato, ker tam se gremo tekmovanja. In potem pride do selekcioniranja in potem se otroci vrnejo v 3. razredu, v 2. razredu v klub, v 3. razredu pride nazaj. In reče, jo, to ni bilo v redu, ja, pa bo šel nazaj. Ja, ne vem, če bom šel nazaj. Evo. Je bilo zelo zanimivo, smo se dostikrat šalili na usposabljanjih za trenerje, ker sem jaz tudi pač predaval. Sem rekel, pripravite se tisti, ko trenirali najmlajše, U9. Kdo bo naredil največ kilometrov na tekmi? Ponavadi neka mamica, ki bo zelo aktivna, tekla gor dol, kričala, ampak kakva bo potem posledica? In vem, da tudi v Celju, ko sem imel te najmlajše, eno sezono, sem imel v prvih 3 turnirjih, ker ponavadi ti najmlajši igrajo vse turnirske zadeve. Zdaj, hvala Bogu, večina jih ne tekmuje, ampak se samo srečuje. Ne beleži se rezultat. Naj se ne bi, čeprav eni starši imajo tudi to. Starši obešajo, najbrž na vsa vrata nabijajo. Ampak staršem sem rekel, da bom zahteval počasi od kluba še enega pomočnika trenerja, pa ne zato, ko ga rabim na igrišču, ampak zato, ko ga rabim na tribuni. Zato, ker se ves čas starši pač vključujejo in povzročajo dodatni stres, ki ga pa od otroka ne bi smeli povzročati. Ker meni je bilo tudi zanimivo, ko si prej omenil Matjaža Jakliča, to je pač ena od prejšnjih oddaj tudi naših, kjer smo po moje zelo dobro predstavili delo tehničnega sektorja, pa tudi še en kup novih idej, ki prihajajo zdajle ravno ven, med drugim tudi, ne vem, da bojo sofinancirali kar neki trenerjev NZS, ravno za te mlajše kategorije do U13, v tistih po kategoriji, mislim, na C1 pa B klubih. Gre za to, da te male sredine večinoma dajo ven naše reprezentante, se pravi, ki so začeli v manjših sredinah, ne toliko v teh tekmovalnih sredinah in se šele kasneje priključujejo potem v večje sredine. Kar je meni tudi bilo zanimivo, koliko nekdo, ki šele kasneje gre v tekmovanje, potem obdrži to tekmovalno strast. Se tebi zdi, da je tu, da se otroci pa mladostniki prehiter vključijo v tekmovanje in potem zgubijo to strast ali pa željo po tekmovanju, ker se to tudi malo prej, tako se mi je zdelo, da mogoče nakazuješ ali pa da upam, da ti ne zdaj ne polagam besed v usta noter. Sigurno. Moj dober prijatelj je Aleš Čeh. On je šel v nogometni klub s 14 leti. Na Slovana. Prej se je pa vse dogajalo na šolskem igrišču. Vsak dan, med poukom, po pouku, popoldan. Pa ni nič zamudil, ne. Jaz smatram osebno in tudi velikrat kakšen starši sprašujejo, kaj pa mislite, da ga damo v klub, pa je otrok 2. razred, 3. razred. Naša usmeritev ne bi bila tako, da ne bi šli v klub po 3. razredu.
to se zdaj tudi vidi pri otroški nogometni šoli. Mi imamo največ otrok, 1., 2., 3. razred počasi začne vsi, 4. razred so pa ali šli v klub ali so pa nehali. In smatram osebno, kot sem prej rekel, da me kakšen starš vpraša, bi šel v klub, zdaj, pa je cel kup biserčkov, kar rečeš, je prišel v telovadnico, pa ga gledaš, prvi trening pa vlada, gre, ustavi, dribla, mislim, je bil ali veliko zunaj, ali se je kdo z njim ukvarjal, pa naravno talentiran, ne? Pa rečem, velikrat potem staršem rečem, gledajte, tako je moje mnenje in bom zdaj tudi to povedal. Veliko prezgodaj. Tist, ki pravi, Slovenija je tako majhna, da se noben talent ne bo zgubil. Pa tudi, če bo šel v klub po 10. letu. Kaj boš pa rekel pol na trenerje, ko reče, da je pri 13 že zamudil glavni del? Pač ta trend je še zdaj v to. Saj jaz poznam veliko trenerjev tako, pa potem skautirajo po celi Sloveniji, pa mi pride trener, mi je prišel v Bohinj na otroško nogometno šolo. Pa da ne bom rekel, z katerega kluba. Pa je bil na ograji, pa je po treningu prišel do nas, pa je rekel, kdo pa je to, kdo pa je ta, lahko dobim telefonsko številko. Otroci stari 8-9 let. Sam to mi je pa zanimivo, ne? Ko sem prej že omenil Dinamo Zagreb, ne, oni imajo to odprto nogometno šolo, kjer pa skozi odprto nogometno šolo skautirajo ravno to že 8, 9, 10 in jih že vabijo, ne? Sicer zdaj, kaj oni delajo potem znotraj v klubu, koliko so pri 9 tekmovalno usmerjeni, ne vem, ker nismo zapeljali tega pogovora, ampak jih pa že v bistvu privabljajo za to, da si jih bojo zagarantirali, bom tak pošten rekel, ne. No, ampak spet bodo zbrali samo najboljše, ne. Ja, 1-2, ne. Nekateri bodo pa zelo razočarani odšli, a ne. Ja, tudi to je res, ja. Jaz sem bil enkrat na enem UEFA stadiju v Madridu, ne, stadij Grup, ko je bilo, in potem so predstavili nogometno šolo Atletika Madrida. Takrat. In oni so rekli, mi imamo v pogonu, v tekmovalnem pogonu 800 otrok. V tekmovalnem pogonu do 15. leta. Imamo jih pa preko 1000 v netekmovalnem pogonu, ki prihajajo 2-krat na teden, ki igrajo tudi tekme, ki prihajajo zato, ker imajo radi nogomet, ker imajo radi ta klub in tudi tam se potem kakšen najde, ki ga potem pa priključimo v tekmovalno skupino, ne? Ampak to se mi zdi, da je to pravo usmeritev. Oni so tam zato, ker imajo radi nogomet. Ne zato, da tekmujejo. Sem tu bi te popravil, ne, ko si prej rekel, nismo imeli 100 otrok, zato tako imajo dan, zato da bi pobirali vadnino. Sej, ne gre se sam za vadnino. Se mi zdi tudi Matjaž je zanj zelo dobro rekel, ne, da tudi moje mnenje je tako, ne, da poudarim še zraven. Tudi moja želja je bila, ne vem, vedno, da baza naj bo čim širša, čim več otrok ne hodi na treninge, tudi če ne bojo na tekmovalnem področju ali pa če nimajo želje tekmovati. Na koncu nekdo od teh, ali bo mogoče fizioterapeut, ali bo zdravnik, ali bo trener, če druga ne, bo pa dober navijač tega tvojega kluba, ne. In se mi zdi, da tu v slovenskem prostoru jaz predvsem to bazo pogrešam, ker to, kar si ti rekel za atletiko, je isto bilo, ne, jaz sem že parkrat omenil na Danskem, ne, pa tudi Nizozemci imajo zelo podobno logiko. In pol priješ do tega, da imajo Nizozemci, ne vem, 10% registriranih nogometašov v populaciji. Mi prihajamo pa na, ne vem, 4,5 ali koliko smo zdaj, ne. In je tudi pol razlika, koliko lahko ti pričakuješ imel navijačev na tribunah, pa koliko te jih bo suporteral, pa mogoče tudi znotraj tega kajega dobrega sponzorja dobiš za to, da boš lahko še zadevo razvijal naprej, ne. Tukaj bi še nekaj eno stvar omenil. Naša usmeritev otroške nogometne šole je, ko otrok odhaja z otroške nogometne šole, starši rečejo, kam pa bi dal otroka. Mi vedno svetujemo njim, dajte ga v najbližji nogometni klub blizu vašega doma. Najbližji nogometni klub. Zaradi kaj? Zaradi vseh logičnih težav, da bo prišel na trening, da bo lahko šel sam, ker pozna.
Če bo tako dober v tem majhnem klubu, pa lahko je tudi, ne vem, pa bo šel na Olimpijo ali bo šel na Bravo, ali bo šel pa tle na Črnuče ali pa Varne Tabor, ampak bo blizu svojega doma. Od tam bo hitro šel, če bo pravi. Ampak dajte ga v najbližji nogometni klub. Ne imeti takoj neke ambicije večje, kot jih ima vaš otrok. Ne? Koliko je pa so pola rečemo interese klubov ali pa trenerjev teh najmlajših v klubih, da spremljajo rečemo te otroške nogometne šole? Si rečemo zdaj na zaključku, kaj ste ga imeli na Žaku, predvidevam, ne? Mi smo ga imeli letos na Iliri, mi menjamo klube. Aha. Vsako leto gremo v zaključek za starejše. V en klub. Ampak ker en čas je bil vse čas na Žaku. Na Žaku. Vse čas na Žaku, cela Ljubljana, ne? Vse ljubljanske šole. No, ampak zdaj mi smo povezani z vsemi ljubljanskimi nogometnimi klubi. Tudi želimo ali pa omogočimo, da je na bližnji šoli nogometnega kluba tudi trener, ki deluje istočasno v klubu in deluje pri nas. Potem za najmlajše pa mlajše v drugi polovici šolskega leta, marec, april, delamo igralni dan v najbližjem nogometnem klubu. To pomeni, če zdaj vzameva najbližji nogometni klub v osnovni šoli Šmartno, je Arne Tabor. Na Arne Taboru so se 2 meseca dvakrat dobile 4-5 šol in so odigrale med seboj srečanja 3-3, postavimo 3 igrišča na travi, prvico na travi nekateri, in tam so prisotni tudi ljudje iz kluba, trenerji. Ne želimo, da otroke 2. in 3. razreda že vabijo v klub, pač jim rečemo, dobro bi bilo, če kdo želi, naj gre. Potem pa naredimo tudi igralni dan za starejše, se pravi otroci, ki naj bi odšli z otroške nogometne šole, otroci 4. razreda, takrat pa omogočimo nogometnemu klubu, da pride njihov vodja mladinske šole, trener selekcije U9, U10, da predstavi klub, da razdeli vabila in nekateri, velika večina klubov se dobro organizira, razdeli vabila, povabi otroke na brezplačno vadbo v mesecu juniju in mislim, da to funkcionira. Tako da vsako leto... Je tudi strani klubov vsako leto bolj zdaj odziv? Ker jaz vem, 10 let nazaj sem dobil, ne vem, s kom sem se pogovarjal, je vsem, ampak sem dobil tak občutek, da je bilo komentiranje, zanimivo mi je, tu imamo, ne vem, 1200 otrok, ne, in ni interesa klubov v Ljubljanski kotlini, ne. Zdaj praviš ti, da se je ta povezava vzpostavila boljš, kot kaže. Mogoče, bom rekel tako. Ali da si ti to regijo boljš, ta del Ljubljane boljš povezal? Manjši klubi veliko bolj želijo sodelovati. Aha. In jih veliko bolj zanima. 2-3 klubi v Ljubljani, ne? Pač imajo že od začetka, od U5, pa že Cicibančke, pa da ne govoriva v klubih, pa nekako imajo svojo bazo, seveda vzamejo vsaka dobrega z bližnje šole, ne? Vsi ostali klubi, zdaj če rečemo 3 ljubljanski klubi, imajo to malo bolj pokrito, vsi ostali ljubljanski klubi pa dostkrat kličejo nas, kličejo trenerje, kdaj imate zadnje treninge, lahko pridemo, tako da jih zanima. Ne samo na mojem področju, tudi tam na Interbloku, na Svobodi, na Slovanu. Otroci prihajajo in to mislim, da je en uspeh naše šole, da je neka baza za klube, vsi mi si to želimo. Da bi bila baza, koliko si ti rekel, mi imamo množično udeležbo otrok, ne, 1000. 1000 je velika številka. Imaš ti kaj podatka, koliko otrok pa potem, se pravi teh, ko je izhodnih, ne vem, zdaj rečemo, da jih je 250 ali pa tu nekje, rečemo, ne, koliko od teh otrok potem konča v klubih, pa koliko jih rečemo zaključi z igranjem nogometa? Če se vrnem nazaj, mogoče smo delali enkrat, tako da smo 3 leta nazaj, mogoče še, ko je bil še prejšnji predsednik, da je na primer šlo ven okrog 400 otrok, najstarejše, se pravi 4. razreda,
pa tudi kakšen z 3. razreda, od teh 400 otrok jih je šlo približno 150 v klube. Aha. To je kar dosti, ne? Ja. To, če rečemo, no, v Ljubljani pa v okolici 10, 12, 13 klubov, ne? Jaz moram reči, da še vedno pogrešam to, kar sem prej rekel, da bi mogoče nekateri klubi ponudili samo igralne dneve, da bi lahko prišli od najmlajših do najstarejših, da imajo prostor, kjer vejo, da bo dovolj otrok ali pa tudi mogoče malo starejših, da bojo lahko igrali. Tako bi rekel, ne, seveda tako si rekel zdaj Arne, ne, da Arne reče, ne vem, vsak sredo pa petek imamo igralne dneve, starost od U9 do U12, kjer lahko pride kdorkoli in bomo samo igrali. Se pravi, bomo samo omogočili jim, da lahko igrajo. Ker ko gledam danes ulice, ne, ko si rekel, včasih vemo, da smo čakali dolgo včasih, da si prišel lahko zraven v špil, ker je bilo že igrišče polno ali pa je že bilo toliko ekip, da si tistega kralja ali pa kaj tajega igral, ne, pa si čakal, da prideš, pa si potem bil cel krvav, zato ko si hotel gor ostati, ne, da tega danes ni več, ne, da danes otroci imajo problem, da je dovolj otrok, da bojo lahko igrali. Pa jaz vidim, da je v klubu najbrž drug problem. Vprašanje, če imajo oni kader. Ne? Ja. Jaz mislim, da nimajo kadra ali pa nimajo pogojev, ne? Premalo igrišč, pa premalo trenerjev. Jaz mislim, da je ta problem. Če sem te prav razumel, ti bi naključno povabil vse, tudi tiste, ki nikoli niso igrali nogometa. Tako, da imajo možnost igrati, ne? Ja, ideja je dobra, mogoče bi jih prej spravil v nogometni klub, kot na bližnje igrišče, ne? Vse zato, ne. Pač, to je sama nekaj, meni je bilo, zato sem prej Dance omenil, meni je bilo zanimivo na Danskem, mi se pač ves čas pritožujemo, imamo, ne vem, premalo igrišč, pa preveč otrok na igrišču, pa tako naprej. Tam smo jih videli, vsaj 100 jih je bilo na veliki umetni travi, pa po moje je bilo še kaj več, razdelili so jih na 4 dele, so razdelili tisto umetno travo in vsakmo vogalo so večinoma igrali, ne. Ko so ti ta mali šli dol, zato to tokrat poudarjam, ne, so prišli pa seniori. In to je v bistvu vsa baza, ki bo kasneje verjetno za vikend lahko računaš, da bojo prišli potem tudi tekmo gledati, ne. Ker če jaz prišel enkrat, dvakrat na teden na klub, pa odigral neki, pa če še tam nek bar, pa še tam spil, se tudi ta neka, ko rečemo, neka družina okoli kluba, ne, se začne večati. In potem normalno za vikend, ker sem že upet noter v klub, ne, bom verjetno tudi za vikend prišel navijati za ta klub, ne. Ideja je dobra, ne vem, a si kje probal? Ne, nisem še. Čakam, da me kdo pokliče, da probamo to, da vidimo, če to se da spraviti v življenje. Danes v tej dobi elektronike, mislim, da obveščanje ne bi bil problem. Ja, lej. Problem je, ker je preveč informacij. Zdaj prehajamo v ono obdobje, ko informacije ne pridejo več skozi. To bi preskočila, velika večina to ne bi prebrala. To je isto, ko se pogovarjamo, ne, da tudi določene stvari z nogometne zveze, pa mi, ko smo v nogometu, ne, grejo mimo nas, ker ne pridejo, ali pa ni dosti agresivno, bom tako rekel, informiranje določenih zadev. To bi bilo pa tako, ne, ker zdaj je to nogomet za vse, ne? Ja, sej, to je zdaj tisto, ne, nogomet za vse, ampak spet, ne, to smo tudi z Matjažem dala čez, ne, in kup stvari ljudje sploh ne vejo, da obstaja, da bi lahko prišli, da bi lahko se aktivirali, pa da bi bili del te nogometne družine, ne. Ampak, poglej, čas, ki ga živimo, ne, zdaj ti bom dal mogoče nekaj v razmislek pa na to temo. Najbrž se ti ukvarjaš z rekreacijo, s prijatelji igraš nogomet. Ne? Ja. Jaz ga tudi igram že s prijatelji, ko sem nehal igrati, zdaj bo to že najbrž 40 let ali pa malo manj, vsak petek v telovadnici. In kaj opažam? Da v teh telovadnicah igrajo samo tako starejši ljudje, da nisem opazil do zdaj nikjer, da bi organizirali se od 20. leta, da bi nekdo rezerviral telovadnico fantje od 20. leta naprej. To njih ne zanima. Zelo malo, ja.
Se strinjam. Ja, kaj to pomeni? Zdaj, ko bomo mi nehali, ne bo nikogar več. To mora Isak malo več povedati. Vi imate v firmi, ne? Okay. Nimate generacijsko. Mislim, ni to zanimivo, ne? Je, res. Pa prej si rekel, da nisi prišel na igrišče. Ja, nisi prišel na igrišče. Ko si bil mlajši, si čakal, pa oni starejši so rekli, počakaj malo, ne? Ja. Da vi prijete na vrsto, pa smo mi čakali, pa si vstal gor, pa je bilo potem tako. So bila igrišča polna, sam ni bilo toliko, pa sva pri tem dobi elektronike najbrž, ne? Ja. Če povej mi, kako izgleda vaš zaključek eden, če bo kdo hotel kdaj priti pogledati, da ve, kaj lahko pričakuje, vse, da bo videl. Kateri zaključek, misliš, teh starejših? Otroške nogometne šole. Ja, vseh. Zaključek starejših. To, kar ste imeli zdaj na Iliriji. Zaključek starejših. Zaključek starejših je organiziran tako, da se na velikem nogometnem igrišču ali stadionu, v letošnjem letu smo postavili 12 igrišč, prisotnih je bilo starejših skupin, se pravi od 30 šol je bilo tam okrog 25, ker nekatere šole, 2-3 niso imele starejše, to 5 šol nekje ni imelo starejše skupine, ali pa je mogoče bila kakšna v šoli v naravi, pa jih ni bilo. In potem, že se prej seveda naredi razpored, da so na vsakem igrišču so, ne vem, po 3 šole in vsaka šola bo igrala 3 srečanja. Seveda je najprej trenerji, vsi so enotno oblečeni, to je prva stvar, vsi otroci dobijo majčko enako z naše strani, vsi so lepo enako oblečeni, polovico markirke čakajo, potem se na znak začne igrati tekmo, otroci se samo menjajo, znotraj šole je približno tam do 15 otrok, ne, ali pa lahko nekje več, nekje manj, se vrtijo, se pravi trojke, tekma traja 20 minut, potem je narejen tako razpored, po 20 minutah je 5 minut odmora, se šole zamenjajo. Tako da prideš, moja šola, naprimer, pa tvoja, se bova srečala, ali pa pride na 2 nove šole. In je to potem... Igrate pa 4-4? 3-3. 3-3. Pri nas igramo 3-3, ni 4-4. Okay. Otroški nogometni šoli je 3-3 edino normalno. No in potem to ponovimo 3 kroge. Kar pomeni, da otroci v 1 uri, 3 po 20 minut, odigrajo, vsak od njih odigra sigurno več kot pol ure, ko se zavrtijo. Predtem je pozdrav, fair play, rokovanje, na koncu je še enkrat fair play, pozdrav, potem se otroci postavijo v kolone pred svojega mentorja, pred tribuno, ponavadi potem predsednik otroške nogometne šole se zahvali za sodelovanje v tem letu, zaželi jim, da ostanejo tudi drugo leto ali da grejo v klub, če so toliko stari, če 3. pa 4. razred imajo ta zaključek. Otroci prejmejo že, ponavadi prej prejmejo ti, ki so opravili značko pa priznanje nogometaša. Tako nekako to izgleda, na koncu pozdravijo vse starše, sledi tudi slikanje cele skupine, slikanje trenerjev, mentorjev, vodji oddelkov, mi imamo vodji oddelkov, po Ljubljani, se pravi vsak vodja gravitira na neko področje, je bližu enega kluba ali 2 klubov, ima pod sabo 5-6 šol, te šole v svoji bližini med sabo, to, kot sem prej omenil, imajo tudi te igralne dneve. No, zaključek pa, tako kot sem rekel, tam se zberejo praktično vse šole, tribuna je polna staršev, oni otroke pripeljejo, po končanem zaključku jih počakajo, pospremijo lepo domov. Otroci pridejo že oblečeni. Omenil si fair play, se pravi, da se na začetku takoj omeni fair play. Ali gremo zdaj, vi imate tudi na spletni strani otroških nogometnih šol, to, če koga zanima, lahko si gre tudi pogledati, se pravi, dobi vse kontakte, tudi tvojega, med drugim, se pravi, če je kdo iz tega rajona pa slučajno, da ne ve, da obstajajo otroške nogometne šole. Imate vrednote otroške nogometne šole. Kaj zate pomeni vrednote, pa koliko so to danes pomembne vrednote? Ja, izredno. Če samo vzamemo teh 10 pravil fair playa,
Tle smo zelo padali, mislim. Mi, starši, šola, Družba kot celota. družba. To se je pa zelo spremenilo. In mi se srečujemo tukaj z veliko problemi, predvsem vzgojne narave. Otroci so vsako leto bolj agresivni, bolj nesramni, niso več tako prijatelji, kot so bili, pa da ne bom zdaj metal vse v isti koš, a ne? Ja, ampak je več takšnih, kot Je jih je bilo več, nekoč. Mislim, Ne, da jih je več generalno, ampak več, kot jih je bilo. generalno, prej sem omenil, da se tudi učitelji pritožujejo, da nekje smo močno zgrešili. No. Nam je vseeno lažje. Pač, ve se, da pri vadbi otroški nogometni šoli pač najprej prevzameš neko odgovornost, je potreben red, je potrebno spoštovanje določenih pravil in imamo varovalko, da na koncu otroka odpeljemo nazaj v podaljšano bivanje ali pa pokličemo starša, pa ga pride iskat ali pa tudi rečemo, da pač, če ne gre, pač ne gre. Ne? Poskušamo velikrat tudi jaz svojim trenerjem v svojem oddelku, pa nasplošno se pogovarjamo in polagamo na srce, da naj se malo več pogovarjajo z njimi, da naj predstavijo probleme, agresivnost, nasranost, on bi takoj ga udaril, takoj je jezen na njega, mislim, poskušamo prekinjati neke stvari že v štartu. Velikrat na treningih trenerji doživijo, da nekdo nekoga udari, da jaz dostikrat Kaj rečem... misliš, da niso otroci v preteklosti bili dosti izpostavljeni nekim tekmovalnostim, ali so bili tokrat izpostavljeni samo temu, da so navajeni samo zmagovati? Ker tu jaz vidim, da se vemo, ne, v različnih starostnih obdobjih, ne, tudi vsi starši, ki bojo poslušali, se bojo verjetno nekje noter najdli, ko je, ne vem, otrok 2 leti star, pa ti teče z njim, ne, pa si 1 meter pred njim, se bo usedel na tla, pa se bo razjokal, zato ko ne bo zmagal. Ne. In je, se pravi, tudi to učenje, kolikrat mu pustiš, da zmaga in kolikrat ga boš premagal, pa da bo on sprejel, da, ker si ti, ne vem, ali jaz kot starš prejšnjič sprejel njegovo zmago, da bo zdaj se on učil od starša verjetno prvič, kako bo prenesel tudi poraz, da ga je pa starš tokrat pa premagal. Ne. Ali je tu generalno družben problem, da pač smo kar naenkrat postali taki, da vse zahtevamo in da smo sam še individualisti? Velikrat se zgodi, da bi res radi zmagali za vsako ceno, ugotavljamo. In da potem pride do jeze, do hude krvi in ožaljenosti in bom rekel tudi histeričnega napada, ko ni zmagal, pa ne bom več z njim igral, pa on je kriv, mislim, spet, ni najbolj, je pomembno zmagati, pravi fair play, ne? Ampak ne za vsako ceno. Vedno igra na zmago, ja. Ceno, no. Tle smo nekaj zgrešili, mislim, pri vzgoji. Nekje se je močno zalomil. Pa upravljaš potem ti sestanke s starši takih otrok? Mi imamo tudi v otroški nogometni šoli enkrat na leto roditeljski sestanek starši. Ponavadi tam po 2 mesecih, kjer jim predstavimo zadevo, kjer jim povemo, kaj so cilji, zakaj je dobro, da so tukaj, kako vidimo delo, pa da tudi od njih pričakujemo. Mi večjih težav strani staršev res nimamo. Nasplošno, seveda se najde. Kaj pa, ko priješ ti, rečemo, kdaj je 1 na 1, po kakšni uri, prije starš po otroka, udaril je nekoga drugega zaradi... Ja, imaš ti potem 1 na 1, kako pa starši tu sprejemajo stvari? To me zanima, ker jaz gledam zdaj tudi malo iz tega šolskega dela. Ne? Zdaj vse večkrat je to, da starši zagovarjajo svoje otroke. Ne? Zdaj, ko smo mi 2 odraščala, Bog ne daj, da je ata zvedo, ne? Ker je bilo še 10krat hujiš, kot pa tisto, kar je bilo v šoli. Ne? Nisi upal povedati doma. Danes se pravi,
se več verjame otrokom, kot se verjame trenerjem pa staršem. Ne? A se ti srečuješ tudi s tem? Na splošno bom rekel, da pa ne bom zdaj govoril za sebe, mogoče ali pa za trenerje v otroški nogometni šoli, nimamo takšnih problemov. Mi pokličemo, se dobimo po treningu staršem, pa moram reči, da imamo tle dobre izkušnje. Starši sprejmejo opozorilo, mogoče že kdaj tudi v pričo otroka, če je tam zraven, ga malo karajo, ne vem, kaj se zgodi potem doma, pa potem naslednji teden je boljši ali pa ni, ampak mi nimamo nekega takšnega pritiska, da bi rekli, nimate prav, otrok ima prav, ne. Ker v šoli je pa že drugače, ne. Tam je pa to dovoljeno, ne. Tam pa lahko in starši in otrok postavljajo pogoje. Mi na srečo... Želeli bi, tako bom rekel. Ja, bi želeli, pa saj tudi doskrat dosežejo, da učitelji gre po liniji najmanjšega odpora, ne? Velikrat. Ja. Žal. Ne? No, jaz bom rekel, da nimamo tega zdaj problema. Zato mogoče, ker mi imamo veliko trenerjev, ki so zelo izkušeni. Dolg časa delajo v klubu, v otroški nogometni šoli, bili so igralci, dejansko imamo dobro ekipo in tudi potem na teh, mi imamo vsak mesec potem svet, najožji svet šole, kjer pridejo vsi vodje, imamo zelo malo pritožb strani staršev. Ali pa da bi trenerji povedali, seveda se zgodi, ne, se zgodi primer, se je tudi zgodilo, da je starš bil proti trenerju, ampak to je bilo vse iz zgodovine otroške nogometne šole, mogoče za enega ali pa dva trenerja, da smo čutili pritisk, da niso zadovoljni, ampak spet ne vsi starši. Ne. Ja. Veš. Tako da mi se pogovorimo, no, dejansko in nimam slabih izkušenj. Mi dva smo kar dosti že v drugem polčasu, tako da še vedno kako ura teče. Sicer nama tule skozi zvonik tudi naj opozarja. Ampak vsem, zdaj, ko si omenil trenerje, zelo, na eni strani praviš, smo zelo izkušeni, šolo je itak postavljal dr. Elzner, ki je v bistvu naš oče, našega izobraževalnega sistema, kar se tiče usposabljanja trenerjev, tudi na fakulteti za šport je zadevo pač on postavljal, vemo, kakšna persona je bil. Zelo veliko trenerjev te ljubljanske kotline, ki so tudi kasneje bili splavali kot dobri trenerji, boš ti verjetno malo boljš našteval jih, da nam jaz šel po svoje, se ti zdi tudi dobra priložnost za, rečemo, mladega trenerja, da pride k vam v otroško nogometno šolo, da se uči od tebe in od tebi podobnih, zato, ker imate veliki izkušnji in vsega ostalega. Kako ti gledaš na vse skupaj? Ja, evo, jaz sem imel to srečo, da sem začel v otroški nogometni šoli ob klubu, takrat sem bil v Olimpiji, sem začel dr. Brankom Elznerjem. On je dejansko imel ta občutek, on nam je veliko stvari dal, kratko in jedrnata, bom rekel. On ni želel, da se veliko govori. Boljšega mentorja težko. Evo. In skozi otroško nogometno šolo, 25 let je kar ena taka dolga doba, pa sem si mal pogledal, pa zabeležil, pa da vidim, da ne bi koga spustil mogoče. Koliko trenerjev je šlo skozi otroško nogometno šolo, bom rekel, pa je bil trener ali pa vodja Aleš Zavrl, pa je Danilo Lukner, Matjaž Jaklič, pa je bil Slave Stojanovič, pa je Damir Vrabec še danes, pa je bil Tomaž Petrovič, pa je bil Lorger, ki je bil tudi bivši nogometaš, pa je bil Milan Petrovič, pa je bil Zoran Ubavič pokojni, pa Roman Benges pokojni. Vsi te so delali v Toni Usnik, v otroški nogometni šoli. Bom rekel, začenjali so. Slav je bil po moje trener na Slovanu nekih otrok, tam nekje leta 2000, 2001, 2002
in je delal na 2 šolah oddelka Moste, ki so bile vezane na nogometni klub Slovan. Toni Usnik v centru, Matjaž Jaklič v Šiški, Tomaž Petrovič v centru. Ogromno. No, in mislim, da jim je to pač, jaz pravim, da je to pravilna pot, ne? Da začneš z najmlajšimi, pa greš, pa potem prideš v klub, pa tudi tam začneš z najmlajšimi, kar danes ni praksa pri trenerjih, ne? Ker imate tudi dosti natančen program, kaj bi se ne delali. Zdaj so ure naprej pripravljene in praktično ne glede na to, a si na eni šoli ali na drugi šoli, se bo program izvajal. Mi imamo program za starostne kategorije in ga imamo razdeljenega po enotah treninga, se pravi za najmlajše, za mlajše in starejše. Imamo 3 programe in praktično ali na internetu, pa tudi v fizični obliki trenerji prejmejo pred začetkom šolskega leta mapico z enotami treninga. Tako da lahko tisti, ki začenjajo, se najdejo. Potem pa smo tudi uvedli tudi program mentorstva, kjer starejši trenerji prihajajo k tem mlajšim ne v kontrolo, takim, ko šele začenjajo. Zdaj imamo kar nekaj trenerjev, ki hodijo. Dobro si poudaril, ne od kontrola, ne? Ker to ni kontrola. Ne v kontrolo. Prije mojster pomagati. Da opazujemo trening, najprej pridemo, potem si neke stvari zapišemo, po treningu se usedemo, pa se pogovorimo, vprašamo njega, kako si ti videl ta trening, pa potem mu damo pač svoj pogled, kaj je dobro, kaj bi bilo dobro popraviti, vprašaj, noben problem. Tako da smo v letošnjem letu se pri vseh teh mlajših trenerjih smo se razvrstili kar imamo 5 mentorjev, ki so obiskovali te mlajše trenerje in mislim, da se je to pokazalo kot zelo dobro. Kako pa sprejemajo te mladi trenerji to? Normalno. Ni bilo nekih? Ne, misliš v žaljenosti? Ja, ali pa tako, ne? Ker to, ne vem, jaz moram reči, da zdaj, ko govorimo o dr. Elznerju, Branko Elzner je potem dosti časa vodil tudi to usposabljanje na ZS-ju, pa potem zdaj je Istok tam, ne. Zdaj končno, bom tako rekel, se kar nekaj mentorstva tudi upeljuje strani Zveze nogometnih trenerjev pa na ZS-ja. To se meni zdi nekaj nujnega, da ti imaš sploh prve 2 ali pa 3 sezone, ne. Ja. Da imaš nekoga, ki ti pride pogledati trening, da komunicira s tabo, da tudi mogoče v kakih situacijah, ko si ti ali preveč zagnan ali pa tako, ne, da te malo usmeri, kdaj kaj narediti, kdaj stopiti korak nazaj ali pa kdaj stopiti korak naprej, ne. Ja, mislim, eno je prebrati neke stvari iz knjige, prideti z fakultete, drugo je pa prideti na teren, ne. Pa se potem srečati z razigrano skupino otrok, pa vzpostaviti neke zadeve, pa da bo varno, pa potem, da bo pedagoško, pa še da bo strokovno na koncu koncev, ne. Mi smo to na začetku pri Elznerju je bilo nekaj časa, pa potem še pri Alešu, potem je bila eno obdobje, ko so bili trenerji, se niso dosti menjali, no, zdaj je pa prišlo kar nekaj novih trenerjev, pa kar je predsednik Matjaž Jaklič, smo se spet lotili programa mentorstva in se je pokazalo, da je to odlična zadeva. Vmes je omenil značko nogometaša pri tam podeljevanju na zaključku, ne? Kaj je to? Značka nogometaša je en projekt, ki poteka že po moje to, kot je otroška nogometna šola obstaja. To je sklop 3 vaj. Predtem je tudi priznanje nogometaša, spet sklop 3 vaj, to je prišlo malo kasneje. Pa mogoče, če najprej ti razložim, se pravi, značka nogometaša, to so vaje za 1. in 2. razred. Bistveno lažje, to je pač vodenje žoge, žongliranje po odboju od tav, se pravi vodenje, rolanje, žoga po odboju od tav in zadevanje vrat z razdalje
10 metrov mirujoče žoge. To je priznanje nogometaša, potrebno ga je narediti, pač so neke zelo blagih kriteriji. Če koga zanima, lahko na spletni strani pogleda, navodila so da ga glavne. praktično vsi otroci to upravijo. Letos je bila taka lepa lesena priznanje kot značkica, kot medalja. Seveda je bil cilj, da so vsi navdušeni, da kdo ni razočaran. Značka pa že, to smo uvedli mi, v otroški nogometni šoli, ker smo ugotovili, da je značka za prvi, drugi razred pretežka. Značka nogometaša pa ravno tako 3 vaje, in sicer klobučki, vodenje med 5 klobučki z različnimi razdaljami 2, 3, 5, 1, tja in nazaj v 20 sekundah, notranji zunanji del stopala, potem žongliranje z odbojem, ampak najmanj 20krat, pravi, in pa vodenje žoge, če si predstavljamo, da je to kazenski prostor, z roba kazenskega prostora 16 metrov mora žoga v loku preleteti golovo linijo. Torej po zraku. Po zraku. In to vsaj 3krat od 5 poskusov. Koliko jih pa uspe to narediti? Ker verjetno vi pač prakticirate, da vsi Tako, to... mi sem rekel, 3., 4. razred delajo značko, potem se vodi opravil, ni opravil, procentualno se tudi naredi izračun, da približno tam nekje 60% otrok uspešno opravi tekmovanje za značko. Koliko bi jih pa upravilo to na začetku leta? Kaj predvidevaš? Ja, 3., 4. razred, če so bili od prvega razreda v otroški nogometni šoli, pa bi jih upravilo, bom rekel, mogoče 1/4. Če ste kdaj pa razmišljali, da bi staršem tudi dali značko nogometaša, da naredijo? To bi bilo dobro, ja. Predvsem tistim, predvsem mamam. Tistim, ko so zelo agresivni, da vidijo, da ni to tako lahko, ne? Ni tako lahko, 20krat v zraku žogo odbiti, pa je z odbojem ali pa brez odboja, ne? Vse ta projekt, tudi mislim, da je šlo po klubih, mi tudi v Bohinju delamo to značko, pa bom rekel tako, da otroci imajo tako radi, da pol pogolfajo, pa pridejo še v Bohinj pa reče, da tega nimajo, pa jaz koga srečo pričem, pa vsi ti jo že imaš, pa dobro, pa boš naredil še enkrat. Kaj je ta Bohinj, ko si ga zdaj omenil, pa bomo pol šla še malo bolj v vzgojni del pa spremembe? No, evo, tudi Bohinj je ideja dr. Branka Jeznerja. Po enem letu delovanja otroške nogometne šole je on ugotovil, da v tistem obdobju, to se pravi okrog leta 2000, ne, je v glavnem delo v klubih z koncem šolskega leta zamrlo. Najbrž se boš tudi tega spomnil, da so potem prišli počitnice, pa dopusti, pa da so otroci potem v glavnem prihajali sploh te tamali v klube v drugi polovici avgusta, ne. Tik prej se je tekmovanje začelo. To se še zdaj dogaja. No, ja, vidiš. No, in on je potem, ker je pa imel vikend v Bohinju in je tam veliko poleti preživel in je ugotovil, da je tam eno lepo nogometno igrišče in je najdel en objekt, pa se je vse dogovoril in smo se enkrat zapeljali v Bohinj. Prvo leto je bila poletna nogometna šola organizirana na Slovanu, tako da je bilo, bi rekel, varstvo, pa kopanje, pa 2 treninga. No in potem smo se pa 1. maja leta 1999 odpeljali v Bohinj, smo si ogledali objekte, on se je že pred tem vse dogovoril, kje bi bila nastanitev z nogometnim klubom. No in potem smo štartali točno pred 25 leti. In letos bomo že 25. leto šli v Bohinj. V Bohinju je bilo v vseh teh 25 letih ogromno današnjih reprezentantov Slovenije, po 2krat, 3krat, Šporar, Jaka Bijol, Jan Oblak, Stojanovič, Gnezda Čerin, Valter Birsa, Tim Matavž, Sandi
Lovrič. Ta Bohinj, kar zdaj naštevaš, ne, pa ni vezan samo na ljubljanske otroške Ne. nogometne šole. Za celo Slovenijo. Ker jaz sem tudi zdaj gledal, ne, ene 4 termine že imate ali 5 čisto zaprtih, Čisto ne. zaprtih, ja. Neke 1, 2, 3 so še, tako da če bo še kdo želel, ne, se še načeloma lahko prijav. Še 2 termina so odprta, 4. pa 5. Ja. Moram reči, da to se je tako prijel, da otroci se najbrž da je nekaj dobrega, no. 2-krat, 3-krat, 4-krat, 5-krat se vračajo. Vsi ti reprezentanti, Jaka Bijole je bil po mojem 5-krat v Bohinju. Starost, Starost otrok je pa od, se pravi, od 6., se pravi od 1. razreda, pa nekje do 12., zadnje 2 termina pa tudi za otroke stare v 13. letu. Od 6. do 12. leta. Tako. Ja. Tako. Zadnji termin pa 13. Zadnji pa predzadnji pa lahko prijo te, ki so v 13. letu. Aha, ko so v 13. Ja. Aha, okay. Fantje in dekleta, evo že vrsto let, prej je bil, bom rekel tako, prej je bil velikrat gost, vsako izmeno obiščen slovenski nogometaš, selektor, zdaj pa mislim, da 10 let je po 2 tedna trener tudi Aleš Čeh. Aha. Ok. Da naredimo preskok. Zdaj, 25 let govoriš ti, da je doba, kar obstaja otroške nogometne šole. A ti meniš, da glede na to, kar smo se zdaj pogovarjala, da bo treba vsem, ali da je že potreba malce prenoviti program, glede na to, kakšne otroke danes dobivamo otroške nogometne šole? Misliš program strokovni? Ja. O tem smo govorili nekaj na svetu otroške nogometne šole, tudi z Matjažem, zdaj so tudi neke nove brošure, knjige išle, če si jih kaj videl, ne, od igre do... Sva se pogovarjala, ja. No, tako da mi nekaj, tudi za Bohinj smo že spremenili program od tega, ko smo ga imeli vrsto let, da bi ga pa mislili spremenili zato, glede na to, da otroci niso več tako spretni. A na to ciljaš? Tako je, ja. Pa mislim, da pa to prilagajanje pa najbrž Nekaj si rekel, mi prevalov ne delamo več. Ne. Meni se zdi to ena ogromna škoda, da se otroci, ne vem, da ne znajo ne past več, da ne znajo prevala narediti, da ne znajo plezati, da ne znajo, zato pravimo, ne, malo karikiram. A misliš, da bo potrebno dodajati kakšne ure teh vsebin tudi, glede na to, da včasih nismo imeli problema, tamle za tabo so zelo žerdine postavljene, ni bilo problema, ne vem, če je bilo v razredu 15 fantov, mogoče 3 niso gor zlezli. Pa vrv, pa vrv, pa še kaj drugega. Pa tole. Pa koza. Danes jaz, ko delam v šoli, tisti, ko plezajo, mogoče splezajo, pa še to se mi je zgodilo, da ne vsi, ne. Imaš precej velik osip, se pravi teh, ki lahko, ki so celotno gibalno pa sposobni. Ampak ti delaš v srednji šoli? Jaz delam v osnovni šoli. V osnovni šoli? Pa evo, dobro, daj bom jaz tebe izval. Lahko. Kaj pa delajo v 1., 2., 3. razredu pri športni vzgoji? Ti lahko odgovorim, ne. Ne smem komentirati zaradi tega, ker športni pedagogi v 1. triadi ne smejo učiti. No, evo. Jaz ti daj lahko dam en primer, ne. Koza, ne. Brez odskočne deskice, ne. Ja. Skrčka, raznožka, to je bilo zlato pravilo v našem času. Preval naprej, preval nazaj. Pa še kaj drugega. Boh ne daj, da jaz danes dam otroku tle 4. razreda, da ne naredi skrčko čez kozo. No. Pa mislim, da bomo mogli te stvari se pogovarjati, vse na koncu koncev je tudi namen tega. Ne. Moje osebno mnenje je, mi ne smemo govoriti, ker to smo tudi imeli danes eno diskusijo, ravno preden sem prišel s tabo, ne, sem se z dr. Hosto pa dr. Maslešu dobil v zvezi enih drugih stvari, ampak smo se pogovarjali ravno o tem, ne, da otroci ne smejo vedeti, da je šport, oni se morajo iti igrati. Se pravi, da mi ne smemo poimenovati, da je to zdaj šport, ampak da je to gibalna aktivnost, igra, nekaj v tem smislu, in da verjetno bo nujno tudi, da bomo
ne v osnovni šoli, da tam smo že doskrat zelo pozni, ne, da bomo mogli mogoče iti še malo nazaj, da bomo mogli tudi v vrtce spustiti športne pedagoge, ki bojo verjetno pa se prilagodili starosti, ampak na koncu tudi eden od prejšnjih gostov pred tabo je bil dr. Ajevič, ki je zelo izpostavil, ne vem, danes več kot 50% otrok v 4. letu starosti ni sposobno sonožno nazaj skočiti. Ne. Imaš ti toliko veliko motoričnih problemov, ne, toliko veliko deficita, ki ga ne šola, ne vrtec na koncu ne bo ta mogla odpraviti, lahko bi ga pa balansirali, če bi nekdo bil, ki bi bil bolj pogumen predvsem. Ne? Ker jaz vem, da ko se pogovarjam z mojimi sodelavci in sodelavkami, ne, glavni problem je strah pred tem, da se bo otrok poškodoval. Ne? Za nas je poškodov pač nekaj normalnega. Ne? Se pravi, jaz nimam težav, ko je zlomljena roka, pa rečem pač dobro, 3 tedne pa bomo šli naprej. Ne? Za marsikoga je to, pa veš, koliko je to. Ne? Ali pa ne vem, pač se odpre arkada, ne, verjetno tudi tvoj nos je bil kdaj zlomljen ali pa kaj tajega, ne. Pač za nas ni bil nikoli to toliko velik problem, ne. Mi pa menimo, da bodo starši delali problem, ampak če se jim na dober način predstavi, jaz zaenkrat moram tudi trkati, ne, nimam veliko težav ali pa sem res imel toliko minimalno, znotraj pogovora smo pa tudi ponovadi rešili te stvari, ne, se pravi, se predstavi zelo dobro. Tako da me lahko izzoveš, jaz bi to želel zapeljati, mogoče tudi na kak drugačen način, bo pa zelo veliko, po moje zato tudi izpostavljam, to prešlo na klube. Se pravi, klubi bodo morali nekaj spremeniti, da bodo otroke motorično celostno razvijali. Ne? Ker se, če se mi da pogovarjamo, zdaj imam malo daljši monolog, ne bi rad to govoril, ampak se tudi, ko se mi pogovarjamo, 6. do 10. leto, kar vi počnete, ne, je široka osnova, se pravi ta široka osnova, kjer bi otroci morali spoznavati čim več in športov, in gibalnih vsebin, vseh možnih. Ne. No sej, evo, zdaj v naši enoti treninga, ne, Ja. in tehnika teka, je koordinacija, so spretnosti, pa po vseh 4, pa po skok, po eni nogi, tehnika teka, zdaj če ti dam en primer. Normalen tek na vsak drugi korak dvigni desno koleno, pa dvigni levo koleno, pa je že problem. Roka, peta. Ne gre. Skip. Križni korak. Ni variante. No, ampak zdaj pa, da prideva to, da pride men, pa jaz bi rad naredil z njim preval, pa, a veš, jaz ga ne upam narediti, ne? Ja. Ja, sej, ampak zato ti pravim, ne, to imamo večinoma odgovorov, ne, se pravi, ko se govorim s kolegicami, ki so... Tudi ne upajo. Je glavni razlog je ne upam, ne. Kaj, če se komu kaj naredi. To se pravi, ne, mi dva zdaj lahko zelo hitro zaključiva, da ko sva jaz pa ti prišla v 1. razred, teh problemov nisva imela. Ker smo se že doma naučila preval narediti. Vse. Mislim, sva bila spretna, ne? 90% otrok je bilo spretnih. Tako je. Danes je pa 10% otrok spretnih. Ja, zato sem vprašal, ne, a meniš, da zaradi tega, ker se družba res zelo hitro se spreminja. Ne? Jaz, pa kot se omenil, ne, po koroni še dodatno smo dobili dodatne težave, bom tako rekel. Ne? In vem, da tudi letos, ko smo ponovno zelo se je zaključil, pač 14 dni ali pa mesec nazaj se je zaključil športno-vzgojni karton, vem, da že po teh prvih podatkih, da še vedno nismo blizu tistega, kar je bilo pred korono. Se pravi, otroci niso na nivoju, kar je bilo pred korono, so pa zelo daleč, že pred korono bili od tistega. 10 let, rečeva. Ja, pa mogoče malo več. Ali pa 20 let nazaj. 20 let. Ja. In zato pravim, ne, koliko se bomo morali mi, kaj ti meniš, koliko se bomo morali tu znotraj tega tudi prilagajati. Ne. Ker doktor Elzner je na obstoječe stanje delal stvari. Ja.
dobro, mi ko bomo, pač bomo dobili take otroke, kot jih bomo dobili, ne. Mi sigurno lahko nekaj dodamo, zdaj če govorijo o otroški nogometni šoli 2-krat na teden, ne. Saj malo te koordinacije, spretnosti, tehnika, teka, lahko neke stvari popravimo, a ne. Sam mislim, da pa bo nekje pred tem, tako si ti prej omenil, že potrebno posvetiti malo več pozornosti ali pa že od doma, da ne boš še vedno pazi, kam bo stopil, ne jet, ja ne jet, ne vem, mislim, meni enih stvari, dobro, zgleda, da nekih stvari pač dejansko ne razumem, kje je tle problem največji, a je to dejansko, da so se otroci zasedeli pred računalniki, pred televizorjem, na telefonih, da se ne gibajo, da enostavno niso več gibalno taki, kot bi si nekako za nogomet. Saj veš, potem pa težko taki pridejo v klub, a ne? Pa če bi šel še tako rad, in sva prej ugotovila, klub ga pa ne bo vzel, a ne? Pa bo razočaran. Veš? Klub nima še tiste druge skupine, o kateri sva prej govorila. On ima samo tekmovalno. Tisti, ki so. A ne? Tisti, ki so, to pravi, a se bomo mi ozko usmerili, da samo tista peščica res sposobnih, spretnih, nadarjenih bo ostajala v športu, pa čeprav smo Slovenija fenomen, izredno uspešni v športu, no, ampak zgleda, iz enega majhnega naroda, z ene majhne baze, res se izlušči tisto sposobno, bom rekel, ne. Zdaj, a bomo mi uspešni, jaz upam, da v 2-3 letih tukaj v otroški nogometni šoli sigurno nekaj dodamo, ne, ampak mi nismo rešitev, da se bo pa za to stanje poboljšalo. Zdaj si omenil tudi na klube vmes. Se tebi zdi, med drugim si pač govoril tudi o tekmovanju in vsem tem, se ti zdi, da potem, glede na to, da imate vi zelo strog program, bom tako rekel, in zdaj vem, da se ga držite, ker se vam ni potrebno ukvarjati z tekmovalnimi težavami, ne. Jaz imam zelo podobno izkušnjo iz nogometnega razreda, ne. Zdaj, jaz kot trener v nogometnem razredu, to so mi vsi takrat, ko sem to delal, pa sem mogoče tudi jaz potem kot trener v klubu mogoče učitelj tistim, ki delajo v nogometnem razredu, da niso obremenjeni z rezultatom. In ker nisi obremenjen z rezultatom, se bolj ukvarja z razvojem. Ja. Se ti zdi, da zaradi tega, ker so klubi prehiter tekmovalno usmerjeni, govorimo o U10, U11, da so še vedno ta zelo razvojna obdobja, da potem so premalo razvojni in preveč tekmovalni? Ja, sigurno. Pri nas je enota treninga, in ko smo prvič razdelili to brošure trenerjem, ne, zdaj bom predstavil, kako jaz to vidim. Je bila enota treninga naprej, ne vem, sklop od uvodni del, glavni del, zaključni del, in potem na prvem, drugem sestanku po 2-3 mesecih so trenerji ugotovili, da je enota treninga preobširna za 1 uro vadbe. Da pač jo ne podelajo, pa drugo, da se tudi otroci ne morejo nič naučiti. In potem smo rekli, stop, stavite se, pol vaj naredite, pa se vračajte, pa ponavljamo. Mi smo dejansko želeli otroke nekaj naučiti. In smo se vračali, dokler nismo naredili sklopa 5 enot treninga, smo se odločili, da ne gremo naprej. To govoriš še čisto v začetku, ko je še bil Jezner. Tako, kot se je začenjalo, ne. Nismo bili urejeni z rezultatom, mi smo želeli, da pač začnemo z osnovami vodenje, z nartom, podaja, znotranje delovno stopala, ustavljanje, te stvari, in dokler otroci tega niso obvladali, je bilo težko narediti korak naprej. V klubih pa to danes nihče več ne gleda, bom jaz rekel, ne. Seveda pa tam izbirajo v boljših klubih izbirajo igralce, ki to znajo, ne, se s tem ne ukvarjajo, ne.
Veš, če se vrnemo nazaj, kakšna je metoda dela pri nas ali pa kako je v Franciji, pa v Španiji, pa v Nemčiji, tam, kad dobijo, samo tiste poberijo, ki že znajo, ne. Naša metodika je pa bila, da je treba nekoga naučiti, ne. Pa biti potrpežljiv, pa da biti čas. potrpežljiv. Pa bi ti tu, rečemo, tudi zadnjič je bila diskusija, kdaj ti meniš, da so primerna leta, da bi se lahko začeli mi pogovarjati o tekmovanjih? Zdaj, Nogometna zveza je nekje dala predloge, bolj se meni zdi, ker mislim, da tudi vsi MNZ-ji se ne držijo tega, da U9 in U11 ne bi imeli lestvic, ne. Mislim, da ne določeni MNZ-ji imajo U11 tudi lestvice, ker še naj ne bi bila tekmovalna, U13 pa se začne kot tekmovalna, ne. A imaš ti kako idejo, kako bi to tekmovalnost lahko razbijali, da bi morali klubi ali pa, ne vem, MNZ-ji, ki pač vodijo ta tekmovanja, drugače nastaviti zadevo? Tako bom rekel zdaj, najbrž, da je narobe že, jaz tako razmišljam, da že v klubih razmišljajo, da je dobro biti prvi, da to razmišljajo starši, da je dobro tekmovati, ne, da je tako rekoč nujno tekmovati in posledično to razmišljajo tudi otroci. Prej sva ugotovila, da otroci tako in tako tekmujejo, a ne. Zdaj, da jaz rečem, dobro bi bilo pa začeti tekmovati s 13 letom. Jaz osebno smatram, da bi bilo to prepozno, no. Ampak če bi spravili to neke okvire, da ne bi bila toliko prisoten rezultat ali pa ne vem, na koncu koncev ti že trenerja pa U10 v enem večjem klubu zamenjajo, zato ker ni bil prvi v MNZ-ju, ne. Jaz mislim, da je tle problem, no. A naj otroci tekmujejo. Ne vem, ko sem jaz začenjal nogomet, je bila prva kategorija mlajši dečki, a ne. Od 12 do 13 leta, potem pa do 14, potem so bili pa... Stalo so bile prijateljske tekme, ne. Ja. Pa so bili pa starejši dečki do mladincev. Ne? Ja. Pa je bilo ravno tako tekmovanje, pa ni bilo takih pritiskov. Jaz mislim, da je problem je na drugi strani, ne pri otrocih. Jaz mislim, da je problem pri upravah klubov, pri trenerjih, ki jih nameščajo in pri starših. No, tle bi bilo nekaj treba skandalizirati. Pa ne bom zdaj rekel, da je to pri 13, mogoče bi lahko bilo tudi pri 10 to. Veš? Ampak, da bi to tekmovanje, preveč je neke agresije, preveč je pritiska, no. Pravim, jaz ogromno prijateljev imam, ki trenirajo v ljubljanskih klubih, ki visoko kotirajo, pa je trener pri U10, pa pri U11, pa potujejo malce ne po celi Evropi, pa želijo zmagovati na vsakem turnirju. Tle je problem. Kdo to zahteva? Kdo zahteva, da mora klub v Beograd, da bo prvi? Mislim, čigava je to ideja? Čigava je to želja? Kdo to lahko prepreči? Mislim, najbrž, da je en pameten koordinator nogometne, to se pravi v klubu, ne, koordinator, trenerski koordinator, pa vodja mladinskega programa, ali pa če imajo do 13 let, ali pa potem naprej, mislim, samo ne gre, to je šlo zdaj pač, zakaj se to dogaja, ja, ker gremo pač v to tržno smer, ne, da se te mladi in pravi talenti vidijo že. Da že imamo prenos tekem per U12, recimo, ne. Lej, sej veš, da na takih tekmah so menedžeri sedijo na tribuni, menedžeri pri teh mojih prijateljih v teh klubih cukajo trenerje pa starše za rokav pri U10. To je narobe. Kdo to lahko prepreči? Strategija kluba, edina, po moje. Strategija kluba. Na generalno pa po moje zelo težko, ne. Saj pravim, še enkrat, če ti odgovorim, ne vem,
kdaj bi bilo dobro. Jaz pravim, tudi pri U10 bi bilo lepo tekmovati. Mi smo tekmovali na šolskih tekmovanjih, pa smo vsi želeli zmagati. Ne? Pa si šel potem iz občinskega, si šel na celo mesto, pa si šel na republiškega, pa smo vsi želeli zmagati, ampak ni bilo zato nobenega pritiska, ne vem kakšnega. Meni je zanimiv ta del bil predvsem, ko si ga zdaj rekel, vi igrate 3-3, o našej U9 pri nas zdaj igrajo 4-4, vse naj ne bi bilo tekmovan. Ampak vem, da so Belgijci so dosti dobro rešili te konflikte tekmovalne, tako da v bistvu, ko pridejo 2 ali 3 ali 4 ekipe skupaj, da se ekipa sestavlja tako, da je iz vsakega kluba en igralec. Več kot pol leta treningov, na 3/4 leta treninga v spomladi, v zadnji četrtini vadbe, pride do vzpostave komunikacije med 2 ali 3 igralci. Da lahko si žogo oni v igri eno leto. Ja. Eno leto, da pride do komunikacije med njimi 3, da žoga, da si oni 3 v akciji, ne vem, ko imajo posest žoge, da si jo oni 3 podajo. Samo moram pa eno stvar reči, meni je zelo zanimiv, ko pa gledam jaz, rečemo, jaz imam na eni podružnični šoli, tam kjer učim, imam enkrat na teden krožek nogomet s mlajšimi. In takoj, ko imaš noter enega ali 2, ki nekaj znata, zelo intenzivno vlečeta one ostale. In tudi, če igra, ne vem, 2. pa 4. razred, ti drugošolci zelo hitro napredujejo. Ti pa tudi napredujejo, zato ker lažje preigravajo, lažje zadanejo, podajo, lažje nekaj rešujejo. In imajo kar tako, se mi zdi včasih, en drugemu pomagajo in konec leta, tako si rekel, pa pol že kar dobro zgleda to, mislim. Glede na to, da imaš ti enkrat na teden, imaš vsaj nekaj od igre. Si tudi ti to ugotovil, ne? In 15, da rečeš 45 minut, ko je nam mol pogojeval 45 minut. Kaj češ ti drugi razred, ki pride, preden ga oblečeš, obuje, zavežeš vezalke, preden mi postaviš, je 45 minut mimo, veš? Ok, midva sva tekmo odigrala, tako da smo v podaljšku. Jaz bi vsem tu, ko smo zdaj, en kup stvari smo se dotaknila, a ti meniš, glede na to, kar otroška nogometna šola na eni strani ponuja, da bi se dal tu začeti tudi, pa si rekel, da so tudi drugi športi tu noter zraven. Ste kdaj razmišljali, da bi se povezovala otroška nogometna šola tudi, rečemo, z kakim drugim športom, zato da bi se otroci lahko nadgrajevali, glede na to, da bi ne bila to ta neka taka široka baza? O tem nisem razmišljal, pa tudi mislim, da nismo razmišljali kot otroška nogometna šola, da bi mogoče se združili s košarko, z atletiko, pa bi upravili, če na to ciljaš, en trening skupaj, pa bi imeli različne vsebine, Jaz v Rudar Velenje smo se začeli pogovarjati, rečemo, z judoisti. Tu, Ljubljana Šiška je redno, se pravi, gimnastična dvorana, kjer lahko potem delajo salte v tisto bazen s peno in tako naprej. Se pravi, da imaš ti, da te stvari, kjer si ti vse nekoliko v deficitu, se meni je jasno, otroci pridejo sem igrati. Ne vem, tudi en od gostov, dr. Masleš je bil pri nas nekaj, ki ima ta program, varen program, da se otroci naučijo padati, naučijo zaletavati, naučijo pač v nekem drugem načinu komunicirati med sabo tudi, se pravi, da se bi tu še neke stvari pač dalo nadgrajevati. Zelo dobra ideja, mislim. To bi bilo dobro razmišljati o tem, mislim, da je to dober predlog. Pa to bi odpravilo deficit od teh naših, pa od svojih mladih let, ko smo vse to počeli zunaj. Pa smo se ukvarjali z vsemi športi, po malem, Ja, mi smo praktično, jaz se ne spomnim, kjerga športa nismo igrali. Tako. To je pač tak, Zdaj so pa že v ozko usmerjeni v določen šport,
Velika večina. Predvsem to je. In to Velika zelo, večina. zelo hitro in zelo prezgodaj. Vsaj jaz kot, ne vem, pedagog. Dobra pogledam. ideja, o kateri bi bilo dobro razmisliti, pa evo, mi imamo na vseh šolah praktično in košarko, in judo, in karate, in ritmično gimnastiko. Pa bi mogoče bilo dobro razmisliti za to smer, da bi prišel voditelj, pa bi mogoče izkoristil kakšno uro na mesec tudi za kakšen drug šport. Ti greš pa tja, pa delaš koordinacijo za noge z njimi. Noge, ja. Dobra ideja. Ta neka povezava. Ne? Ja. Ideja mi je vedno tudi, da poskušamo nadgrajevati vsako zadevo. Absolutno, še enkrat ne, jaz mislim, da te otroške nogometne šole za popularizacijo nogometa so nujne in jih bomo morali spodbujati tudi na nekem širšem področju, tudi zaradi same te gibalne usposobljenosti otroka. Ves čas me pa zanima, kam bomo mi šli jutri, glede na stil življenja, ki ga imamo danes, ki je vsako leto bolj zahteven, tako za starše, da ne bo pomote, kot pa za otroke. Ne. Na koncu pa tudi zate kot trenerja. Ne. Bom rekel na koncu tako, da se meni ti otroci po svoje smilijo. So bogi. Ker se tako malo ukvarjajo starši z njimi. In potem jih porinejo v en šport, pa mislijo, da so naredili vse. Pa ne bo dovolj, če ne bomo k tej zadevi prestopili skupaj. Mi v klubih, otroških nogometnih šolah, pri urah telesne vzgoje, predvsem pa doma. To je moje mnenje. Tako lahko naredimo en korak, mogoče nazaj, pa veliko boljši spretnosti, sposobnosti naših otrok, teh, ki prihajajo, se vedno rečemo tako, da na mladih svet stoji in tudi zdaj bo stal, vnaprej. Mislim, dajmo gledati v bodočnost in dejansko moramo nekaj narediti skupaj. In še enkrat pravim, veliko bodo mogli pa tle prispevati starši. Ne samo otroka poriniti, pa s tem mislili, da so svoje poslanstvo upravili. Zdaj še ena ideja. To pomeni, da enkrat do dvakrat na mesec moraš starše zravno vzeti na trening. Mislim, drži to, no? Ne, jaz se absolutno strinjam. Veš, ni dovolj. Le tista oska peščica, ki bo šel plezati, bo. Ta, ki bo v rokometu v Velenju igral, bo. Ta, ki bo šel v 3 boljše ljubljanske klube, bo pa tudi v te manjše, pa drugo ligo v redu. Ampak to je koliko procentov? Zelo, zelo malo. Koliko je to procentov v športu otrok v Sloveniji? Od šolo obveznih do 8. 9. razreda. Koliko procentov otrok imamo v športu? To pa ne vedo. Bi bilo dobro vedeti, ne? Bi bilo dobro vedeti. Ostale so pa invalidi, ne? Motorični. Ja, ker jaz se gledam tako, da šport ni to, da samo da boš ti gibalno sposoben. Predvsem dati nek odnos do telesa. Tako. Tudi včasih je ta slogan verjetno zelo še more držati, zdrav duh v zdravem telesu. Ampak znotraj tega, te socialne veščine, ki jih otroci dobivajo, komunikacija, reševanje konfliktnih situacij, ki se jih danes, to kar si pač tudi omenil, imajo zelo veliko težav. In to tudi v šoli pač mi opažamo učitelji, da je porast tega in bi se na enih takih urah, kot jih imate vi na otroških nogometnih šolah ali na treningih ali kjerkoli drugje, se pač otroci zelo učijo reševanja, sodelovanja, komuniciranja, vsega tega, kar na koncu bo v eni firmi, enkrat, ko bo v eni službi, bo moral znati komunicirati in tako naprej. Pa predvsem te tudi šport izoblikuje, bom rekel, pa že tukaj od otroške nogometne šole do kluba, neko pravo osebnost, greš po neki dosti pravilni poti, bom jaz rekel, velika večina vseh teh, ki so v športu, Sej, mi smo pa Slovenci, če tako pogledaš, po 40. letu bi pa vsi trimčkali, pa kolesarili, pa v hribe hodili, mislim, ko je že vse zamujeno.
A ne? Večina, ja. A veš, Večina, ja. če tako pogledava, ne? V glavnem, za naslednjo sezono, prvo za to sezono, tisti, ki želijo, Bohinj je še 2 termina sta odprta, Še. če bo kdo zasledil. Za naslednjo sezono, če bi kdo želel od trenerjev se vključiti k otroškim nogometnim šolam, te najdejo na spletu. Na našem spletu, tako za naše delo po šolah, kot za Bohinj. Kot za Bohinj. Se pravi, tudi za Bohinj, a se še išče kandidate? Trenutno je kadrovska zasedba popolnjena, ampak Vsako leto mi bi se bo radi potrebovalo. tudi tam vključili mlajše trenerje. Tako kot sem rekel, pač, zdaj prihaja čas, ko bo treba nas zamenjati malo, ne? Ja. Da še mentoriraš, to še boš, ne? Dobro, to ja, ampak tudi se jaz dostakrat vprašam, da dobro se jaz bi tudi že lahko počasi postavil kot orodje. Ja, sam kao špal dela, ne? No, jaz imam skozi delo, jaz grem 2-krat na teden na tenis, grem s psom, grem v hribe. Jaz sem zelo aktiven, imam vrt, imam 2 parcele za kositi. Je kaj za delati. Meni res ni dolg čas. Potem si pa tudi vzamem zjutraj lepo počasi, pozajtrkujem, naredim nekih vaj, pozajtrkujem, spijem kavico, pa se mi pa dan začne. Sma kaj za ONŠ še pozabila? Da bi bilo še Mislim, da nujno. sva veliko predebatirala. Sigurno sva kaj pozabila, ampak te povabim enkrat, da nas obiščeš, Absolutno. da si v tem koncu, no? Se bo V prvem tednu navezi. je Matjaž vodja, pa v zadnjem tednu je Matjaž vodja. A govori zdaj za Bohinj, da Za pridem Bohinj. gor. Bohinj, bom... Saj greš kaj Ti gor. si ves čas gor, ali Jaz sem kaj? ves čas gor, Okay. saj greš kaj v hribe ali pa v konc. Bom prišel rajš na nogometno igrišče. No, lahko prideš na en petek, ko igramo tekmo z bohinjskimi veterani. Vsak petek trenerji igrajo, pa pol pride še kakšen, doskrat pride odigrati tudi z nami, vedno pride Dule Kosič, pride pa Aleš, pride tudi, če ni trener. Pa že Brečko je igral, pa tako te moji prijatelji, ki so tudi gostje, pa tako odigramo pol vsak petek. Otroci so na tribuni. Sam bom že en dan prej prišel, da bomo v petek tam. Ne, dan boš del vstal, če boš kaj spil. Okay. Ne? Vela, pridem letos gor. No, evo, pokliči me. Ne pravim, Matjaž, če boš hotel še takrat, je Matjaž. Aleš, če jih bo tudi 2 tedna, Aleš bo v drugem tednu. Pa pol mogoče še v 4. pa v 5. Zdaj imamo pa v 24. imamo pa en triangulo. Evo, če si 24. fraj, lahko nas pelješ pogledat. 24. To je en dan pred začetkom prve izmene. Ob 25. obletnici organiziramo en triangulo, ena ekipa malo nogometnega kluba s veterani za vrh, tam gor na Slovenskih goricah, pa bohinjski veterani, pa ONŠ ekipa. Naredimo en triangulo, pa potem v soboto eno tako druženje v 25. obletnici. No, lepo. Ful ti hvala, da si bil gost, da si malo predstavil tudi ta del. Upam, da so nekaj naredila, da ne vem, kako je bilo dolgočasno, kako je bilo, to boš pol videl, ko se va gledala. Vi pa veste, kje nas spremljate, kje najdete novice. Za ostale informacije v zvezi z ONŠ pa kontaktirajte Darka, vse vam bo razložil. Lep pozdrav, pa se vidimo naslednjič. Čau.